Spregledano prijateljstvo. Prejšnji vikend smo praznovali velikonočne praznike. Bolj razmišljam o ceni, ki jo je Jezus plačal za nas, bolj se mi postavlja vprašanje, a je mogoče, da nas Bog res tako ljubi. Še posebej, ko beremo zadnje trenutke Jezusovega življenja, kako so ga vsi zapustili, a je možno, da je Jezus tako ljubeč in zvest prijatelj. Tisto uro je Jezus rekel množicam: kakor na razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem sedel v templju in učil, pa me niste prijeli. Vse to pa se je zgodilo, da se izpolni pismo prerokov. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali. Eden najtežjih trenutkov v Jezusovem življenju, čeprav je delal dobro, učil ljubezni, odpuščal, spravi, miru, dajal mnogim upanje, spodbujal k življenju, ki prinaša sadove rezultate, pa doživi, da so prišli po njega kot največjega razbojnika in pika na i še vsi učenci so ga zapustili in se razbežali. Tudi če pogledamo današnji odnos ljudi do Jezusa, je v mnogih primerih zelo podoben. Res, da so ponavadi za krščanske praznike cerkve polne, toda realna slika se vedno kaže, ko ni praznikov. Tudi danes se večkrat obnašamo do Jezusa kot razbojnika. Njegove besede ne pomenijo kaj dosti v življenju ljudi. V zgodovini je bilo napisano in se še piše veliko knjig, da ni obstajal, da je prevarant, da je njegovo obstajanje izmišljotina in tako dalje. Če bi Jezus prišel danes med nas in učil iste stvari kot v prvem stoletju, bi ga verjetno ponovno obsodili na smrt. Mnogi nočejo imeti opravka z njim. Že zdavnaj so ga zapustili. Kaj se je zgodilo? Kaj smo spregledali? Kam gremo? A smo spregledali največje prijateljstvo, ki ga lahko imamo? Poglejmo nekaj neverjetnih besed, ki jih je povedal Jezus. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Jezus ni govoril o lažnem prijateljstvu. Vemo, da se pravo prijateljstvo pokaže v težkih trenutkih, oziroma prijatelj je pripravljen pomagati v lepih in težkih trenutkih. V Svetem pismu, v knjigi pregovorov, piše takole: prijatelj ljubi v vsakršnih časih. Jezus je svojim življenjem jasno nakazal in učencem povedal, da je njihov prijatelj. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razdelil vse, kar sem slišal od svojega očeta. Jezus učencem razodeva, da je njihov prijatelj. Božje prijateljstvo je drugačno od človeškega. To je Jezus pokazal svojim učenjem, delovanjem in kaže vsem nam, če smo pripravljeni to videti. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Njegovo prijateljstvo se ni prelomilo, ko so ga prišli ujet kot razbojnika, ko so ga vsi učenci zapustili. Tudi danes ne, pa čeprav ga ignoriramo in nimamo časa za njega. Za Boga, Jezusa, je prijateljstvo zelo pomembno. Spomnim se svojega formalnega krščanstva,
Ko je bilo govora o Jezusa, se je v mojih mislih vedno pojavila predstava nekega lika, kipa, ki je predstavljal Jezusa. Nekje daleč, v nebesih, ki nima nobene povezave z realnim življenjem. Zato sem si težko predstavljal, da Jezus želi biti moj prijatelj. Ja, kar nekaj ovir, ki nam preprečujejo videti Božje prijateljstvo, smo napravili. Nekatere smo si postavili sami, z nekaterimi pa se soočamo zaradi naše nepopolnosti, grešnosti. En od problemov je naš občutek krivde. Vsak dan spoznavamo, da nismo popolni. Razočaramo sebe, druge in na koncu Boga. Posledica tega je naš beg. Nočemo se soočiti s svojimi napakami. Bežimo od njih ali okrivimo druge. Lahko bi rekli temu rajski sindrom, ko sta Adam in Eva podvomila Boga, sta se skrila. Nista se mogla soočiti s svojo nepopolnostjo. In kar je bilo še najhujše, prelomila sta prijateljstvo z Bogom. Kaj se je dogajalo zadnji trenutek pred križanjem? V bistvu se je prelomilo prijateljstvo med Jezusom in učenci. Jezus je ostal sam, vsi so ga zapustili in izdali. Ampak Jezus je ostal zvesti prijatelj. Prišel je ponovno spostaviti prijateljstvo. Hotel odstraniti občutek krivde, ker smo prelomili prijateljstvo in nas to nekje globoko razjeda. On je bil izročen smrt zaradi naših prestopkov in je bil obojen zaradi našega upravičenja. On je umrl za naše prestopke. O, kako boli, ko vemo, da smo krivi. Toda to nam prinaša opravičenje. Beseda opravičenje označuje to, kar se zgodi, če ljudje verujejo v Kristusa kot svojega odrešenika. Bog nas razglaša za nekrive oziroma pravične, prekliče krivdo naših grehov in jim prišteje Jezusovo pravičnost. Svetopismo nam govori, da smo vsi grešili, toda tisti, ki sprejmejo Jezusovo odrešitev, ne bo sprejet za krivega, temveč za pravičnega. Ta razglasitev je veljavna, saj je Kristus umrl, da bi poplačal kazen za naše grehe in je živel življenje popolne pravičnosti, ki jo je lahko pripisal tudi nam. Naše opravičenje v Jezusu prinaša mir, spravo z Bogom in ponovno prijateljstvo. Zato lahko skupaj s Pavlom rečemo, ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ponovno lahko spregledamo in vidimo, kako velik prijatelj nam je Jezus. Ni se treba skrivati, ni potrebno imeti več občutka krivde, ampak lahko z vsem mirom pred Bogom gradimo prijateljstvo z njim. Zato gradimo prijateljstvo z Jezusom. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Tukaj Jezus pove, kako lahko gradimo prijateljstvo z njim. Da se učimo od njega. Spoznavamo njegovo besedo, njegovo voljo in njegove najboljše načrte za naše življenje. O, kako velike obljube imamo od našega prijatelja v Božji besedi. Ne varajte se, moji ljubi bratje, vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od očeta luči, pri katerem ni spremembe, ne sence menjave. Lahko povemo Jezusu, hvala ti, da imaš za mene dobre stvari, popolno darilo. Verujmo in živimo v tej veri in Bog bo to potrjeval, ker je zvest
prijatelj. Kaj pa težave? Trenutki, ko se počutimo, da nas je mogoče celo Jezus zapustil. Res je, še nismo v nebesih, toda zaupajmo našemu prijatelju Jezusu. Izlijmo svoje srce pred njim. Če hočemo biti Jezusovi prijatelji, moramo biti iskreni do sebe in Boga. Jezus želi, da mu povemo vse in priznamo svoje najbolj šibke in boleče točke življenja. Včasih se celo počutimo opeharjene ali razočarane nad Bogom. Izlijmo tudi to pred njim. Bog ne želi naših pobožnih in neiskrenih fraz, religioznosti, ampak iskreno prijateljstvo. Bolj bomo razvijali prijateljski odnos z Jezusom, bolj bomo razumeli, zakaj so se ali niso zgodile nekatere stvari. Amen. Na koncu se pomolimo in dovolimo, da Jezus razodeva svoje prijateljstvo. Jezus, hvala ti, da mi ti skozi svojo besedo govoriš, da si naš prijatelj. Jezus, hvala ti, da si s svojim življenjem to dokazal. In Jezus, hvala ti, da ti še vedno govoriš, deluješ tudi danes, da se zavedamo, da lahko odpremo svoje srca tebi in te sprejmemo za svojega prijatelja. Zato te prosimo, pomagaj nam, da rastemo v spoznanju in razvijamo čudoviti odnos, prijateljstvo s tabo. Jezus, in molimo oče tudi za tiste, ki so obupani, razočarani, ki ne vidijo, da si ti živi Bog in želiš pomagati in nas voditi kot najboljši prijatelj tukaj na zemlji. Jezus, hvala ti za tvojo ponudbo. To te prosimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagoslovljeno nedeljo vam želim.